Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 9. december 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. Izkoriščanje kamnolomov je vse bolj intenzivno, zakaj domačini, ki živijo ob njih, ustanavljajo civilne iniciative. Prerod zavrnil možnost skupne liste s socialnimi demokrati. Opozorila pred prazniki. Zaradi posledic uporabe pirotehnike so letos v Lukaci Maribor obravnavali 6-letnega dečka. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Podcast tokrat pričenjamo na regionalnih straneh časopisa oziroma na Celjskem, kjer je naša novinarka Rozmari Petek v zadnjem času pripravila že skorajda serijo člankov na temo kamnolomov. Rozmari, prosim povej, kje so osnovne težave pri kamnolomih, zakaj v njih v zadnjem času pišemo in beremo več? Sobivanje s kamnolomi je iz leta v leto težje. Izkoriščanje kamnolomov je vedno bolj intenzivno, tudi za voljo gradnje tretje razvojne osi, nadzora nad eksploatacijo pa je vse manj. V prizadevanju za dostojno življenje sosedje kamnolomov, ki so nekoč za hrup in prah, ki so ga trpeli, prejemali odškodnine, sedaj ustanavljajo civilne iniciative. Tudi zato, da bi bili zavarovani, saj lastniki kamnolomov prej kot po čem drugem posežejo po grožnjah s tožbami. Da so nemočni, tarnajo celo na ministrstvu, ki bdi nad podeljevanjem koncesij. Najbolj preseneča njihov odgovor, ki so ga dali Računskemu sodišču, ko je to ugotavljalo številne pomanjkljivosti pri podeljevanju koncesij. Naj kar citiram, kaj so zapisali. Odvzem rudarske pravice je dolgotrajen proces, ki zahteva sodelovanje ministrstva z rudarsko inšpekcijo, organi pregona in drugimi deležniki v postopku, pri čemer je treba izvesti ustrezne postopke, kot so ugotovitveni postopek, ogled na terenu, morebitno sodelovanje izvedenca in podobno. Po dosedanjih izkušnjah bodo koncesionarji prek pooblaščenih zastopnikov izvedbo postopkov bremenili številnimi dopisi in po izdani upravni odločbi sprožili upravni spor. Vsi odvzemi rudarske pravice najverjetneje končajo na sodišču, saj koncesionar zagovarja nadaljnje izkoriščanje, za kar ima ekonomski interes. Kadrovska zmogljivost ministrstva ni dopuščala ugotavljanja pogoja za odvzem rudarske pravice v primeru kršitev in izvedbe odvzemov rudarske pravice, ker je bila prednostna naloga ministrstva podaljševanje časa veljavnosti rudarskih pravic na podlagi interventnih zakonov, ki so dopustili, da se je nelegalno izkoriščanje brez izpolnjevanja pogojev za podaljšanje časa veljavnosti rudarskih pravic nadaljevalo. Konec citata. Naj poudarim še enkrat, da so tak odgovor podali tisti, ki bi morali imeti nadzor v tej državi. Toda zakaj je ravno v tem času tema bolj zanimiva? Zato, ker se bližamo času, ko bodo koncesije, podaljšane na podlagi interventnih zakonov, potekle. In prav zanima me, kaj bo ministrstvo storilo sedaj. Bo še naprej zato, ker materiali iz kamnolomov pa vendarle potrebujemo, načrtno spregledalo teptanje osnovne zakonodaje na tem področju? Pred slabim mesecem dni si pisala o težavah, ki jih imajo krajani za voljo kamnoloma pod Konjiško goro. Minuli teden si pisala o kamnolomu Selo pri Paki v Velenju, ki ga sedaj izkoriščajo za odlaganje odpadkov, namesto saniranja pa se tam obeta gradnja betonarne. Kaj pa je torej osnovni problem kamnoloma Velika Pirešica, o katerem pišeš tokrat? Mimogrede, s konjiškim kamnolomom in kamnolomom v Veliki Pirešici obstaja povezava. Isti lastnik. A ne glede na to je skorajda največja težava ta, da se vsi že leta sprenevedajo, da je na območju odložen kup, ki vsebuje težke kovine. Tiste, ki so domače zgolj v območju stare cinkarne. Velika težava naj bi po pripovedovanjih domačinov bilo tudi pregloboko miniranje. A na inšpektoratu mirijo, da so pa vendarle januarja 2023 opravili nadzor in da je vse v skladu z zakonodajo. Rozmari, hvala za tvoja pojasnila. Iz kamnolomov pa se sedaj selimo na politični parket. Svet novo ustanovljene stranke Prerod je soglasno zavrnil pobudo Socialnih demokratov za oblikovanje skupne kandidatne liste na parlamentarnih volitvah, ki bodo marca prihodnje leto. V Prerodu poudarjajo, da bi povezovanje oslabilo koncept stranke, ki želi nagovoriti razočarane volivce in v politiko vnesti več zaupanja ter manj konfliktnosti.
Čeprav so pogovori s socialnimi demokrati potekali odprto in brez zamer, so notranje analize v stranki pokazale, da bi skupni nastop prinesel manj glasov za levo sredino, kot če se obe stranki na volitve odpravita v samostojni režiji. Prebilič in njegovi sodelavci tako ostajajo pri ideji dolgoročne gradnje politične sredine, osredotočene na programe, svež pristop in povezovanje pri ključnih nacionalnih projektih, toda ankete javnega mnenja kažejo, da podpora stranki pada. Za Večer je spregovoril generalni sekretar Preroda Brane Golubović. Policisti in zdravniki so pred vrhuncem prazničnega dogajanja letos znova opozorili na nevarnost uporabe pirotehničnih izdelkov, še posebej pri mladoletnikih. Lani so mariborski policisti med prazniki obravnavali 14 kršitev s področja uporabe pirotehničnih izdelkov, polovica kršiteljev je bila mladoletnih. Zasegli so tudi 496 pirotehničnih izdelkov in obravnavali 2 lahki poškodbi. Na ravni države pa so v zadnji sezoni zabeležili 11 poškodb, od tega 3 hude, vse 3 pri mladoletnikih. V Žalcu recimo je pirotehnika 15-letniku tako poškodovala roko, da so mu jo morali delno amputirati. Vsako leto sicer v urgentnem centru UKC Maribor zabeležijo kak primer poškodbe zaradi pirotehnike in tam opozarjajo, da so te posledice lahko zelo tragične. Najmlajši, ki so ga letos obravnavali, je bil star komaj 6 let. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj, 9. decembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.